Je finančna mentorica, specialistka za osebni proračun. Dobro ve, kako Slovenci ravnamo z denarjem, pa tudi, kako ga lahko privarčujemo. Dobrodošli v Siolov podcast z magistro Ano Vizovišek. Gospa Vizovišek, ste danes že kaj zapravili? Najprej lepo pozdravljeni. Danes nisem in lahko tudi povem, da verjetno ne bom nič zapravila danes. Zakaj ne? Zato, ker vem, da grem po tem snemanju potem domov in nimam pravzaprav nobenega opravka, tako da to je to. Pa sicer vedno veste, koliko denarja in zakaj ga boste porabili? Ja, z možem zelo dobro veva in to že vrsto let. Pred leti so se nama morda celo smejali, ko sva zelo natančno vodila, kam gre najin denar, če tako rečem, pa vendar sva vedno jim vedela povedati, da je glavni namen tega, da želiva vedeti, kakšen je naš življenjski standard. In ko ti enkrat veš, kakšen je tvoj standard, potem zelo natančno veš skozi leta, koliko pravzaprav potrebuješ skozi posamezen mesec. In to je pravzaprav tisto, kar je na nek način najbolj pomembno, ko govorimo o nekih osnovnih finančnih temeljih in kjer po naših izkušnjah ljudje tudi delajo največkrat napake. Torej, ena izmed teh je gotovo ta, da ne vedo, kam gre njihov denar, oziroma le tega ne načrtujejo vnaprej. Ste specialistka za finančno pismenost. Kaj je to pravzaprav? Kako pomagate vi ljudem, ki pri vas poiščejo pomoč? Pri nas smo različno specializirani, v večini skrbimo za premoženje strank, sama pa imam to poslanstvo, da želim za tiste, ki še niso na stopnički, ko bi lahko morda varčevali, da postavim oziroma jim pokažem tisto pot, kako postaviti osnovne finančne temelje. In finančna pismenost nas pravzaprav uči, kako sprejemati pravilne finančne odločitve, ki bistveno vplivajo na naše življenje. In ko govorim z ljudmi na vsakodnevnem nivoju, se srečujem z zelo različnimi zgodbami. In ko vidiš, kako pomembna so tudi ta naša prepričanja, vzorci, ki jih nosimo v sebi že prej, vidiš, da bi pravzaprav ljudem bilo lahko veliko lažje, če bi že prej poznali določene usmeritve, vedeli pravila, ki obstajajo v svetu osebnih financ. Kako zapravljivi pa smo Slovenci, koliko dejansko zapravljamo po nepotrebnem? Jaz bi rekla, da nič kaj dosti več od ostalih državljanov oziroma drugih ljudi. Zdaj, če bi gledala neko statistiko, ki obstaja, recimo v Ameriki pravijo, da nekje 76% ljudi živi od plače do plače. Ko smo tudi mi delali to statistiko in ugotavljali, ali je pri nas kaj drugače, smo ugotovili, da ne, da pravzaprav ni neke bistvene razlike. Torej, kar si mi želimo v naši ekipi, je gotovo to, da bi se ta odstotek precej znižal. Ker živeti od plače do plače pomeni, da si konstantno pod nekim pritiskom. Mi temu rečemo stresom, ki slej ko prej zelo vpliva na tvoje življenje, na kvaliteto tvojega življenja. In če bi res ljudje se s tem ukvarjali bolj zavzeto, se poglobili na to področje, sem prepričana, da bi lahko spremenili to situacijo, v kateri so danes. Ampak trgovci znajo biti zelo spretni. Poznamo akcije, kupiš 2, dobiš 3 različne ugodnosti. Kako nas oni zavajajo pravzaprav? Oni zelo spretno izkoriščajo te nove metode, ki danes obstajajo, in gotovo je danes živeti veliko težje, kot je bilo nekoč. Nekoč si imel morda eno trgovino, lahko si bil vesel, da je bila tista odprta, morda celo v soboto, danes pa smo priča mnogim trgovinam, ne samo trgovinam v fizični obliki, kot tudi zdaj v spletni obliki. In ta psihologija, ki jo uporabljajo trgovci, je res zelo spretna in deluje na naša čustva. In ko sama se dostikrat pogovarjam z ljudmi, vedno pravim, da odraz naše finančne slike je pravzaprav posledica naših čustev in ne razuma. In ko šele mi začnemo vklapljati razum, takrat lahko spreminjamo svojo finančno sliko. In če trgovci vplivajo na naša čustva, kar so oni že zelo zgodaj spoznali, ja seveda nam lahko zelo spretno praznijo denarnice. Ko pa enkrat mi vzpostavimo ta nadzor in si rečemo, ne bom dovolil, da nekdo drug jemlje moj denar, potem lahko pričakujemo nek drug
rezultat. Dokler pa bomo to dopuščali, bodo pa seveda oni to izkoriščali. Trgovci oglašujejo tudi posebne dneve, ko so ugodnosti še večje. Koliko takrat se ljudje zaženejo v trgovine? Ja, zelo pogosto se zaženejo, pa vendar bi bilo treba biti tukaj zelo previden. Delali so v tujini tudi raziskavo, recimo, kako so ugotovili, da ravno takrat tiste cene, ki naj bi bile bolj ugodne, na tisti dan določen, v resnici niso najbolj ugodne in da so vsi tisti dnevi prej ali pa potem celo cenejši. In kar je gotovo najbolj pomembno na te posebne dneve, če tako rečemo, je to, da se na to pripravimo. Ampak pripravimo se zopet na način, da načrtujemo nakupe, ki jih v resnici potrebujemo. Tukaj zato poudarim, ker pogosto ljudje ne ločimo med željami pa potrebami. In kaj se zgodi, če preveč izpolnjujemo svoje želje namesto potreb, je to, da nam zmanjka denarja za glavne potrebe. Tako da tukaj se mi zdi pomembno, da zelo pozorno spremljamo tisti izdelek, ki ga potrebujemo. Smo pozorni na ceno, preverimo, kakšna cena oziroma kje je najbolj ugodna in potem takrat, ko res vidimo tisto najbolj ugodno ceno, potem takrat to izkoristimo. Omenili ste že življenje od plače do plače, kaj pa krediti? Nekje sem zasledila, da ne bi imel vsak povprečen Slovenec 2 kredita. Bi se strinjali s tem? Živimo Slovenci na kredite? Zopet bi rekla, da nismo dosti drugačni od drugih, kar pomeni, da v večini je tako, da imajo nekateri veliko več obveznosti, nekateri nimajo nič. To gre predvsem izhaja iz tega, da ko enkrat zaidemo v to spiralo dolgov, je zelo težko iti ven. V svoji praksi sem naredila nek tak vzorec, če tako rečem, in ugotovila, da takrat, ko začnemo z nekim nedolžnim limitom, pa potem s kreditno kartico, pa potem z eno izmed kartic strani enega izmed trgovcev, se to nadaljuje v nek leasing, lahko gotovinski kredit. Skratka, res gre za tak tipičen vzorec, kako tisti, ki se znajdejo v tej spirali dolgov, pravzaprav začenjajo. Ker tisti, ki se temu izogibajo, se ponavadi izogibajo tudi sicer. Je pa res, da je potrebno ločiti med zdravimi, če tako rečem, dolgovi ali pa dobrimi dolgovi in pa slabimi dolgovi. In da slabi dolgovi so tisti, kjer gre za recimo reševanje stanovanjskega problema, ker vemo, da pravzaprav je nemogoče priti praktično do nepremičnine, če nimaš tukaj stanovanjskega kredita. In pa morda, te so sicer zelo redki, tisti, ki bi nam pomagali povečati nek posel ali pa celo nam pomagali, da sploh lahko začnemo delati, da potem lahko služimo denar. Na drugi strani so pa potem vsi ostali. In to, kar sem že prej naštela, te limiti, kreditne kartice in tako naprej, to so zelo slabi dolgovi in iz nas ne naredijo nič drugega, kot da nas zasužnjajo. Potem nas tako zadolževanje pravzaprav lahko drago stane, ne? Prvič nas zelo drago stane, ampak po izkušnjah lahko povem, da ti ljudje sploh niso pozorni več na to, koliko jih to stane, zato ker se borijo iz meseca v mesec in sploh ne vedo, kako bodo vse te dolgove, ali pa bomo rekli temu trajnike, ki jim poberejo denar z računa, sploh odplačali. In v praksi lahko povem, da sem videla enega izmed res takih drastičnih primerov, grozljivih, ko je stranka šla v zastavljalnico, zastavila svoj avto v vrednosti 5.000 evrov in potem na mesečnem nivoju vplačevala zgolj obresti, če tako rečem, v višini 450 evrov. In dokler ona v celoti tega denarja ne bo vrnila, bo plačevala ta dolg. In to se mi zdi tako opozorilo vsem ljudem, da pač tega ne delamo, to niso prave rešitve. In kot ste omenjali, so drage. Ja, ona je vedela, da je drago, ampak enostavno ni vedela, kako iz tega ven in katere so tiste rešitve, ki bi jo osvobodile tega. Kako pa začeti z varčevanjem? Kaj svetujete? Obstajajo neka zlata pravila, da imamo doma neko bilančno knjižico, kamor si vse zapisujemo, stroške, načrtujemo porabo denarja. Kaj konkretno svetujete ljudem?
Ja, začne se z načrtovanjem porabe in obstaja neko osnovno pravilo, ki se mu reče 10-10-80. To pomeni, da 10% po defaultu bi morali najmanj dati na stran za dolgoročne cilje, naslednjih 10% za tiste kratkoročne, to so znotraj enega leta, sem sodi dopust, zavarovanje avtomobila in tako naprej. In potem recimo 80% porazdelimo po kategorijah skozi mesec. Pričemer je seveda, kaj je pomembno, če mi naredimo ta odmik vnaprej, nam seveda denar ostane. Če pa mi tega ne naredimo in si rečemo, ok, če mi bo konec meseca kaj ostalo, bom dal na stran, se pa v 90% zgodi, da ne ostane nič. In zato je pomembna ta samodisciplina, da mi dejansko denar umaknemo vnaprej. Po drugi strani pa moramo biti iskreni sami do sebe. Ni vsak mesec enak. In poraba ne more biti vsak mesec enaka. Zdaj pa, če gledamo spet večino ljudi, kako živi, bodo porabili vse. Ne glede na to, ali smo ta mesec imeli zavarovanje avtomobila, ali smo ta mesec šli na dopust, ali smo ta mesec zapravili v lekarni recimo nekaj nadpovprečen strošek. Tako da to je pomembno, da se zavedamo, da če ne bomo mi vzpostavili tega nadzora in naredili ta odmik vnaprej, potem bo denar šel. Kaj pa tisti, ki imajo premalo? Tisti, ki imajo premalo, bi lahko imeli več in bi morali najti način, kako imeti več. Ker dejstvo je eno, ne malokrat dobim tudi sama kakšne komentarje, lahko vam kam ste. Pa vendar sem se vprašala in nihče se pa ni vprašal, kaj pa smo mi naredili za to danes, da imamo. In zelo rada izzovem ljudi, ki mi rečejo, pa imejte minimalno plačo, pa preživite, da vas vidim. In jaz z veseljem takrat odgovorim, zamenjajva poziciji. Moja pozicija na mesec je takšna, da nima minimalne plače, ampak začnem z minus 600 evri, kolikor znaša prispevki. Oziroma, ker sem v vlogi delodajalca, bistveno več. In odvisno od tega, koliko tisti mesec naredimo. In če ne naredimo nič, je moj mesec minus. In kaj ponavadi ti ljudje, kaj rečejo in oziroma kako odreagirajo? Umaknejo se. Zato, ker vejo, da ni enostavno narediti nekega preskoka, iti iz neke cone, kolikor gledamo udobja, ker plačo imaš, ne glede na to, če je ta minimalna plača. In potem nadaljujem in tudi ljudi dostikrat izzovem. Pošljite mi svoje izpiske, svoje plačilne liste in vam bom pogledala sama, brezplačno, kje so vaše rezerve. In takrat mi ne pošljajo tega. Ampak veste, zakaj ne? Zato, ker v resnici to ni stanje, s katerim razpolagajo. Pogosto ljudje zamolčijo kredite in smatrajo, ima minimalno plačo, pri čemer to ni res, ker jim kredit odštejejo. In oni ven dobijo minimalno plačo, ampak kredit pa ni vezan na to. In seveda potem si moramo te stvari priznati najprej. Spravi, koliko resnici razpolagamo? A je to res minimalna plača? A je to morda 1300 evrov neto? Pa nam potem odštejejo kredit, zakaj smo se znašli v teh dolgovih in tako naprej. In potem lahko sodimo, kaj lahko naredimo in kaj ne. Zato jaz vedno zagovarjam to, treba je delati na obeh poteh. Ena pot je rast prihodkov, ena pot je pa zniževanje nepotrebnih stroškov. Nekateri pravijo, varčevati bom začel takrat, ko bom imel denar, ne takrat, ko ga nimam, ali pa, ko bodo otroci odrasli in šli od doma. Kakšni izgovori so to po vašem? Zelo pogosti izgovori in nažalost nam ne peljejo ravno po najboljši poti, zato ker nimamo ravno veliko časa, ko bi lahko nadomestili nek primanjkljaj, ki se zgodi v teh letih. Če konkretiziram, ko smo stari 50 let ali pa recimo 55 let, pride neka oseba in reče, čez 5 let se upokojim, zdaj sem si izračunala, dobila bom zgolj 700 evrov, jaz ne bom mogla preživeti. Kje smo bili prej? Ko smo lahko nek del dali na stran in namenili za ta del. Tako da tukaj je treba vedeti, da je največji kapital, ki ga imajo recimo mladi v primerjavi z nami, ki nismo več najmlajši, če tako rečem, je kapital v času. In v finančnem svetu je to ključno.
Zato, ker imamo obrestni račun, za katerega vsi vemo, kaj pomeni, kaj nam prinese, in če bomo to odlašali, smo lahko zelo pozni. Če sva praktični, kaj svetujete recimo nekomu, ki ni prav vešč v financah, pa bi rad začel varčevati? Kaj naj shranjuje v kuverto? To imam za fitness, to imam za obleko, to imam za hrano. Kaj konkretno recimo svetujete? Ja, v prvi vrsti je potrebno izbrati metodo, ki mu je ljubša. In ne malokrat vidim, da ljudje uporabljajo sistem kuvert, če tako rečem, kjer je za začetek gotovo najboljše to, da si razporedimo denar po kuvertah glede na posamezno kategorijo. In toliko, kolikor imamo na voljo, toliko lahko porabimo. V primeru, da se zgodi, da bi katero izmed kuvert predčasno izpraznili, potem pogledamo v katero izmed drugih in vemo, tistega si ne morem zdaj privoščiti, ker sem ta denar dal za ta namen. Ampak po drugi strani obstajajo tudi digitalne kuverte, če tako rečem, to je mogoče za tiste mlajše, temu se rečejo podračuni znotraj glavnega računa, tako da je kar nekaj teh metod, ki nam omogočajo nek, bom rekla, štart. In gotovo je najboljši začetek, če tako rečeva, točno ta. Načrtujem porabo, naredim odmik konkreten, ta denar nekam shranim, predvsem v smislu, da ni prehitro nam dosegljiv, ker če ne bo prehitro dosegljiv, bomo rekli, bom ta mesec vzel, pa smo spet brez, ampak pomembno je, da ga res nekam umaknemo. Zdaj, če govorimo o neki kuverti, morda celo damo nekomu spraviti, če se tako izrazim, nekateri to namreč delajo, dajo, mami, dajo, partnerju in tako naprej. Nekateri pa, če pa gledamo na ta digitalni svet, je pa recimo nek varčevalni račun odpremo ali nek drug račun, kamor ta denar umaknemo. Kakšen naj bo odnos do financ v partnerskem odnosu med zakoncema? Naj vesta, koliko zasluži eden drugi, naj bosta odkrita glede denarja. Nekateri celo skrivajo eden pred drugim svoje premoženje. Obstaja veliko nekih različic, kako vse partnerstva funkcionirajo, pa vendar pri nas smo zagovorniki skupnih financ. V grobem ločimo pravzaprav 3 različne načine, če tako rečem, kaj se dogaja v partnerstvu. Eno so striktno ločene finance, eno je hibrid, kjer govorimo, ko partnerja nakazujeta na nek skupen račun, del sredstev dogovorjen, in potem so skupne, ker partnerja sicer imata vsak svoj bančni račun, to moram poudariti, skupne finance ne pomeni en bančni račun. Skupne finance pomeni vsak svoj bančni račun, temveč je budžet ali proračun skupen. Torej se partnerja pogovarjate o tem, koliko bosta potrebovala za mesec december, recimo, ki je pred nami, ali za januar, recimo, In to je skupen proračun, kjer sta odkrita, transparentna in vidita, koliko nekdo prinese notri in koliko kot partnerja ali kot družina potrebujeta, da gre potem ta denar ven. In v praksi vidimo zelo različne primere in lahko povem, da takrat, ko gre za striktno ločene finance, največkrat ta zgodba zelo slabo konča. Lahko povem za en primer konkreten, ki je bil zame osebno grozljiv, ki je mogoče primer, česa se ne dela. Kjer recimo seveda poznamo tudi situacije, kjer se partnerja ponovno združite v smislu, vsak ima ta izprej svoje mogoče morda otroke, družino in recimo je šlo za primer, ker partner ni sprejel njenih otrok, če tako rečem, in je vsak strošek, ki je bil, delil, se pravi on 1/4, ona z otrokoma 3/4. In ko sem jaz to videla, sem pač mogla biti zelo iskrena do te osebe in sem rekla, zdaj, če to ne boste spremenili, boste težko funkcionirali naprej. In to se je res izkazalo in ni minilo potem dolgo, da so se potem tudi razšla. Ampak kaj želim povedati? Enostavno, če sprejmemo nekoga, ga moramo sprejeti v celoti in se dogovoriti za nek sistem, ki bo korekten do obeh. V praksi se vidi tudi ta razlika, ko en seveda zasluži več kot drugi. Redko kdaj bomo imeli 2, ki bosta popolnoma enako zaslužila. In je treba biti res takrat korekten in razporediti sredstva tako, da se oba dobro počutita.
Kaj želim povedati? Če imamo na eni strani nekoga, ki zasluži 3000 evrov, pa na drugi strani nekoga, ki zasluži 1400 evrov, ta, ki zasluži manj, ne more njemu slediti pol. Slej ko prej se bo zlomil, slej ko prej bo moral najeti nek kredit, da bo lahko lovil, če tako rečemo, to osebo. In tudi zgodi se to, da si ta oseba, ki ima manjše prihodke, nič ni more privoščiti. Ker nima denarja zase. In zato je zelo pomembno, da se o tem odkrito pogovarjamo. In jaz pravim, da čim prej, ko pride do neke veze, ko se pogovarjamo o nekem skupnem življenju, takrat je pač potrebno imeti odprte karte. Predvsem tudi zato, da vidimo, kakšna prepričanja imamo, ker so lahko ta zelo različna. In morda je nekdo v vezi, ki reče, jaz se bojim, vse zapraviti, jaz rabim varnostno rezervo, ob tem se dobro počutim. In na drugi strani oseba, ki tega ne potrebuje in živi z danes na jutri. Zato je treba najti nek kompromis, da se bosta oba ob tem dobro počutila. Prav tako je v partnerstvu zelo pomembno, da si določimo nek proračun, če tako rečem, kjer lahko vsak zapravi zares tiste neke svoje želje. Se ga določi skupaj, da pridemo spet do tega, en lahko porabi 200-300 evrov na mesec zgolj zase, druga oseba nič. In ima občutek že potem, če grem spet direktno iz prakse, ko gre k frizerju, ima slab občutek. Češ, a si šla spet frizerju, dobiš neki potem nek tak očitek, in to se ne sme dogajati. Naj se partner pogovarjate tudi, kaj bo, če se komu kaj zgodi, recimo izgubi službo. Ja. Eden iz zelo pomembnih vidikov, zakaj mi zagovarjamo skupne finance, pa ravno ta, da si pripravljen na najhujše. In ni malo primerov, ki jih potem seveda jaz vidim, ko enostavno ravno zaradi teh življenj, en mimo drugega na nek način finančnih, ob neki tragediji, pride na plano tisto, kar nisi nikoli pričakoval. In govorimo ne samo lahko o izgubi službe, govorimo seveda lahko o neki poškodbi, o trajni invalidnosti, lahko govorimo celo o najhujšem primeru smrti. In zato je pomembno se pogovarjati o tem in vedeti vsak trenutek, če se tebi kaj zgodi, razumem, družina ima to in bomo preskrbljeni. Ne, da že ob neki takšni izgubi potem še družina doživi še drug padec, to je finančni padec, ko enostavno, se znajde v dolgovih, za katere prej recimo sploh ni vedela. Kdaj naj v financah začnemo učiti otroke? Kdaj začnejo srkati naše informacije pravzaprav? Sama sem zagovornica tega, da pravzaprav prvo znanje začnejo že srkati, ko se zavedajo okolja okoli sebe, dogajanja okoli sebe. Čeprav na starši na to sploh pogosto ne pomislijo in si rečejo, sej bo v šoli nekaj, se naučil glede tega, je še premajhen, kaj mu bom to razlagal, ampak sama pravim, da temu ni tako. In kako to vem? Zato, ker se pogovarjam z odraslimi, ki mi res vedno pogosteje govorijo ravno o tem. Doma me nihče o tem ni učil. Doma sem videla, že starši niso znali z denarjem. Doma so mi govorili ali kontra, so rekli recimo, ne, moraš varčevati. In če so to govorili, je bil to del njega. Tako da najbolj pomembno vlogo imamo starši. To je dejstvo. Otroci niti v šoli ne morajo dobiti nekega toliko znanja, lahko dobijo teorijo, če tako rečemo. Ampak praksa se odvija doma. In če si zdaj predstavljamo, da mi otroka, oziroma bom drugače rekla, predstavljamo si, da otrok v šoli jemlje tematiko glede kreditnih kartic, kako nevarne so, kako nas zadolžijo in tako naprej. In potem ta otrok pride domov in reče, mami, a mi pokažeš denarnico, rad bi videl, koliko imaš kartic, in mama odpre denarnico, ali oče, da ne bo tukaj nerazumevanja, in vidimo, in otrok vidi ogromno nekih kreditnih kartic. Kaj si misli otrok? Otrok je zdaj, lahko si nekaj misli, lahko pa mami rekel, mami, ampak v šoli so nas učili, teh kreditnih kartic ne smeš imeti. Kako bo mama odreagirala? Ne bo ji prijetno. Verjetno bo odreagirala, kaj se s tem ti sploh ukvarjaš? To je moja stvar, zabolelo jo bo, se pravi, prišla bo ven tista bolečina in tematika bo zaključena. In otrok bo dobil sporočilo, o tem se ne govori.
In zato pravim, da je, ne glede na to, v kakšni situaciji smo, da se razumemo, je potrebno o tem govoriti. In pogosto ljudje mislijo, joj, če nimam, bom otroku privoščil vse, ker sam nisem imel. Napaka. Otrok čuti slej ko prej. In slej ko prej se bo družina spet zlomila zaradi finančnega stanja. In to vse so ta prepričanja, ki jih mi res potegnemo iz preteklosti na plan in kjer potem delamo zelo velike napake. Kaj pa finančno nagrajevanje otrok, recimo, če je priden, če kaj stori, denar za rojstni dan? Denar za rojstni dan pride slej ko prej. Tukaj se mi zdi, da ni prav, da bi rekli, ne smete dati denarja, še posebej recimo stari starši ali kakorkoli. Ampak pomembno je, da mu povemo, kaj zdaj s tem denarjem in da ga že zelo zgodaj učimo o tem. Sama sem v eni izmed svojih knjig napisala neko formulo, če tako rečem, če sem prej omenila 10-10-80, ki velja za odrasle. Za otroke velja ravno obratno, 80-20. In to pomeni, ko otrok dobi prvih 10 evrov, da bi bilo prav, da mu povemo, da iz tega denarja da 8 evrov na stran za dolgoročne cilje in 2 evra lahko zapravi. In zakaj je to zato zelo pomembno? Zato, ker če bomo mi takrat otroka že spodbujali, ja, zapravi, super, imaš denar, on bo to tako potem sprejel, da v življenju tisto, kar dobiš, avtomatično vse zapraviš. Ker želje se slej ko prej lahko pojavijo, to je dejstvo. Ampak, ko ta mali otrok odraste in pride v svet prvih zaslužkov, če tako rečemo. Morda je to delo preko študentskega servisa in on takrat prebere ali izve, da je to pravilo v tej dobi v resnici 10-10-80 ali kontra od tega, kar je bil vajen, reče kaj? Wow, a zdaj pa lahko 80% zapravim in mu je to super. Ker če gledamo zdaj, recimo našo generacijo, ker tega nismo bili vajeni od otroštva, nam je danes tuje sploh karkoli umakniti v večini. Če bi bili pa mi vzgajani na način, da so ti odmiki normalni, da je to edina prava pot, bi nam bilo pa to v odrasli dobi čisto sprejemljivo. In to je zato zagovarjam to, da ga učimo ravnati z denarjem. Če se vrnem na vprašanje nagrajevanja, sama nisem za nagrajevanja. V smislu, wow, pospravil si posteljo. To je tipičen ameriški način, ki ga imajo, ker motivirajo otroke na ta način. Ampak se mi zdi, da ko govorimo o neki družini, ko govorimo o nekih odnosih, pravih odnosih, je pomembno, da stremimo k temu, da vsak nekaj prispeva. Zgolj zato, ker smo družina, če tako rečem. Ne zato, da bom za to nagrajen. In čas bodo imeli otroci, ko bodo lahko res zaslužili in občutili, kako pravzaprav, koliko časa moraš delati, da dobiš nek znesek denarja. Kako pa otroku razložiti, da nečesa ne moremo kupiti, da tega ne potrebujemo? Zelo lepo ste omenili, otroku je treba najprej gotovo pojasniti, kaj so želje, kaj so potrebe. In da ravno, če bomo izpolnjevali vse želje, potem ne bomo mogli izpolnjevati tistih glavnih potreb. In prav je, da ima otrok želje. Prav je, da mu pomagamo narediti plan, kako pa lahko to željo izpolnimo. Kaj se bo moralo zgoditi, da bomo lahko kupili tisto, kar si želi. In na kar moramo paziti, je gotovo to, da ne rečemo prevečkrat ne otroku. Ampak da mu predstavimo, poglej, kaj je bolj pomembno, da gre družina na morje ali da kupimo zdaj to in to. Da mu predstavljamo, kaj nek denar, ko se skupaj nabere, če tako rečemo, za neke male želje, lahko pomeni za vse skupaj. In takrat bo otrok potem gotovo razumel slej ko prej, kdaj je res tisto, čas za neko željo, a ne pa da se jo spomne in kdaj ne. Žepnina, da ali ne? In kdaj ne začne otrok prejemati žepnino? Mnenja so različna. Sama sem zagovornica tega, da otrok žepnino dobi takrat, ko je sposoben sprejeti neko odgovornost, finančno, če tako rečem, in to, po mojem mnenju, ni pred koncem osnovne šole. Žepnina kar tako bi rekla, da ne daje ravno nekega dobrega vzgleda. Zakaj? Zato, ker tudi sicer denarja ne dobimo kar tako. Ampak se mi zdi pa pomembno to, da je pa tak odličen poligon za učenje za otroka, ko dobi prvo žepnino. Prav je, da naredimo tak poseben
dogodek ob tem dnevu, ko bomo začeli dajati žepnino, da se z otrokom pogovorimo, da mu tudi povemo, čemu je namenjena. In pri tej žepnini je zelo dobro to izkoristiti, da imamo vključen znesek, ki bi ga sicer mi plačevali, recimo, lahko je to prevoz v šolo, lahko je to malica, lahko je to, naročina na telefon. Skratka, da rečemo, ok, žepnina znaša toliko, od tega boš plačala toliko za to in to, razlika pa je potem tvoja in to razliko moraš seveda pravilno potem tudi razporediti, tako kot smo že danes omenili. Zakaj je pravzaprav pomembno na nek način, da dajemo potem žepnino, je ravno zato, da se otrok uči, da vidi, kako denar, če tako rečemo, potem raste, če ga imamo na strani, da so to pač res tisti prvi koraki v ta svet varčevanja in kako je pomembno ločiti tiste kratkoročne želje od dolgoročnih. In je super, da tudi otrok ve, če si danes nekaj želim in danes nekaj kupim, je morda to napaka. In je prav, da otrok to napako občuti, da otrok vidi, ko ga vprašamo, a bi si danes isto kupil, in bi rekel, ne, danes si ne bi. In prej, ko bo to izkusil, bolje bo za njega. Ker starejši, ko smo, dražje nas lahko te napake stanejo. Kaj pa najstniki, mladostniki, ti že malo več vedo o denarju, pa vendar se zdi, da včasih mislijo, kot da raste na drevesu. Ko jih gledaš danes, veliko plačujejo s karticami vse povsod, verjetno s svojim denarjem. Ne? Ja, svet je danes drugačen in na nek način je super, da imajo toliko dostopnih informacij, ker jih mi nismo imeli. Po drugi strani pa toliko bolj nevaren, ker težko ločiš, katere informacije so prave, katere niso in tako naprej. Za mlade mi je zanimivo, da ko predavam mladim, recimo nazadnje sem starim 17 let, so me nekateri presenetili, da so vedeli, kakšna je povprečna slovenska plača in tako naprej. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da imajo morda nerealna pričakovanja nekateri, ko se pogovarjaš z njimi, kakšna pa ne bi bila prva plača in tako naprej, če gledam, kje smo morda začeli, mi in tako naprej, so to večkratniki, zelo hitro neke povprečne plače, izkušenj pa nekih ni ali pa neke začrtane poti, kako bodo to dosegli. In pri mladih je zelo pomembno in toliko bolj bom rekla, da jih starši opremimo z informacijami, koliko življenje stane. Zakaj? Zato, ker mladi si želijo osamosvojitve, a hkrati ne vedo, kako se na njo pripraviti. In če oni ne vedo, koliko stane najemnina, koliko je elektrika, koliko je hrana in tako naprej, potem bo težko prišlo do te osamosvojitve. Morda bi delila en tak dober trik staršem ali pa priporočilo staršem, ko otroci še živijo doma in delajo. Dajte jim zaračunati, če tako rečem, njihovo bivanje v navednicah, določite znesek, za ki ga potem tudi vi skrijete in otrok za to ne ve. Ko bo otrok pokazal neko samostojnost in se bo želel potem res odseliti, takrat mu pa lahko ta denar damo. Zakaj to naredimo? Predvsem zato, da morda olajšamo najprej neko, bom rekla, ta občutek sebi, češ ne morem jemati svojemu otroku. Ne, v resnici mu ne jemljemo, ampak ga zgolj učimo o tem, koliko nekaj stane in če on dela, bomo saj na ta način mi poskrbeli za te odmike, ker sicer po mojih izkušnjah za tiste, ki delajo in so doma, zapravijo vse. In se mi zdi to pomembno, da potem, ko pa oni res dokažejo, da znajo z denarjem, takrat jim pa lahko celo nekaj damo. In takrat si lahko v bistvu že ustvari neko bogatstvo. Tako, ne da bi takrat, ko se otroci osamosvajajo, mi najemali kredite. Zato moramo mi poskrbeti že prej. Ker bo nam lažje in potem tudi otrokov. Kaj počnete v prostem času? V prostem času, če gledamo med delovnim, tako med nekim delovnim tednom, je največ gotovo branje knjig.
seveda potem tudi čas z družino in tako naprej in pa šport. Drugače pa kot družina zelo veliko potujemo. Tako da nas na leto kar precej časa ponavadi ni, ker je pa to nekaj, kjer nam osebno kot družini največ pomeni in ker rečemo, da če govorimo o denarju, ne, da sam denar ni tisto, kar najbolj šteje. Najbolj štejejo spomini. Ne. Prepričana sem, da varčujete, pa tudi vlagate. Kaj bi svetovali tistim, ki imajo nekaj viška denarja, pa bi želeli pametno naložiti svoje premoženje, predvsem na kaj naj bodo pozorni? Predvsem je potrebno biti pozoren na to, da imaš ustrezno razpršena sredstva. Pozoren moraš biti predvsem na to, da imaš neko zlato rezervo, ki ni investirana, torej ni podvržena nekemu tveganju, temveč je nekje na voljo, da če se pa kaj zgodi, da je lahko takoj dosegljiva in ta vrednost ni nižja, kot je bila v štartu. Potem pa, kar je mogoče pomembno, je, da imaš ob sebi nekoga, ki ti pomaga, bom rekla, pravilno odreagirati, ko gre za stanje na trgih, ki niso nam v prid. To se mi zdi zelo pomembno povedati, da tudi mi svetovalci, ne, pri nas sva res oba z možem v istih vodah, če tako rečem, on je še posebej upravljalec premoženja, ampak midva sama poveva, da če ne bi imela drugega, bi verjetno ravnala nekje skladno z najnimi čustvi. Zato je zelo pomembno, da pravimo, da ločimo nek denar od teh čustev na tak način, da nam v tistih trenutkih nekdo drug pove, a je zdaj čas, počakam, kupim, grem ven, skratka, to se mi zdi, da je zelo pomembno. Ne? In ta razpršenost in ta čredni nagon, absolutno ne, da tja, kamor gredo vsi, grem še jaz, fino je iti mogoče potem ravno v kontrasmer, zato ker zelo radi vplivamo drug na drugega z nekimi informacijami, v resnici pa velja dejstvo v finančnem svetu, da če bi bil vedež, ne bi bil revež, v smislu, nihče ne ve, kaj bo jutri. Gre zgolj za neka predvidevanja na podlagi nekih preteklih podatkov, tako da vsi tisti, ki govorijo, kaj bo, to bo gotovo, morda se tega ne bi ravno najbolj držali. Če strneva, kako torej do finančne svobode? Predvsem načrtovano in skladno s tem, da vemo, kaj si želimo in koliko v resnici potrebujemo. Se mi zdi, da ljudje imajo prevečkrat neka, bom rekla, napačna pričakovanja glede tega, koliko pa v resnici mi potrebujemo, da smo morda bolj rečeno finančno neodvisni, že to bi bilo marsikomu dovolj. In ko ugotoviš, da če nimaš dolgov, če nimaš, podjetja, da nimaš nekih obveznosti takih visokih, ugotoviš, da v resnici ne potrebuješ veliko za to, da si lahko finančno brezskrben. In če si bodo ljudje vprašali enkrat, kaj pa je tisto, kar jih res izpopolnjuje, in to ugotovili, bodo zelo hitro vedeli tudi, koliko potrebujejo. In ko bodo vedeli, koliko potrebujejo, se bodo lahko vprašali, kdaj si to želijo doseči. In ko vemo, kdaj si želimo doseči, je treba pa narisati samo še pot, kako bomo to dosegli. Do katere pa jim lahko pomagate tudi vi. Ja, tako je. Gospa Vezovišek, najlepša hvala za obisk. Vam pa hvala za pozornost. Z vami sem bila gostiteljica Nataša Repovž.